Ne, ok, gremo naprej. Kaj menite na splošno o Tateu? Se pravi, Andrew Tate. Najbolj iskan človek na Googlu v zadnjih 3 mesecih. Moram priznati, da jaz nisem res vedel, da je to neka tema, ta Andrew Tate. A da se govori o tem, nisi vedel? Ja, Aha. tako, da je on v neki kontroverzi. Videl sem kdaj, da je kje bilo to omenjen, ampak, veš kaj, jaz ne uporabljam TikToka. Zelo redko. V bistvu tako, TikTok jaz nikoli ne gledam feeda. Nimam ga niti na telefonu, imam samo profil in samo toliko, da malo vidim, kaj je ta platforma. Aha, ok. Ne sledim pa absolutno nič, ne. In tudi na YouTubeu, veš, spremljam neke tehnične kanale, neki v avtomobilizmu in to je to. In mogoče prek tega avtomobilizma, kdaj se je ta lik pojavil kot nek lastnik nekih hudih avtov. Ampak nikoli tako, da bi jaz njega prav pošel spremljati, veš. In tako sem jaz živel, Okay. v takem prepričanju. Koliko časa nazaj je to bilo? Ker on je šele zadnje 3 mesece zelo eksplodiral. Ja, jaz po moje tudi, da sem letos šele sploh tako, po moje slišal za njega prvič. Tudi, ja. Ampak on je že nekaj časa na sceni, a ni? Ja, mislim, on je bil prvak, kickboxerski prvak svetovni. Ja, to nič ne To jaz ne spremljam, ampak iz tega vidika biznisa ali pa motivation, se sploh ne vem, kako bi temu rekel, a ne? Pa je, mislim, da zadnje leto on zares tako prišel na bolj v mainstream. Letos. In pol sem videl, pa ja, da so se, pa v bistvu to, zdaj, ko je bil ta, ko so ga Cenzura? Tako, kako se reče, deplatformal. Cancel. Scancelal. Sem pa pol, pa niti nisem nekaj tega raziskoval, ampak sem slišal, da je to nek model, ki ima neke, da proti ženskam ful govori, pa da je nek tak ekscentrik, a ne? Aha. Pa sem pa zadnjič gledal, dobil sem ene par na YouTubeu, v feed, oziroma v tiste žešne, v predloge sem dobil nekaj seke, ki je bil on na Voltainment podcastu. Valuetainment. Bomo polinkali ta cel video. 4-urni In pogledam podcast. dva izseka, pa sem rekel, pa daj bom pogledal ta pogovor, ne. In pogovor je dolg, ne vem, 4 ure, pa še malo več. Mislim, da 4 ure, 4 pa še neki. Pa sem poslušal ene prve 3 ure. Sem poslušal. In sigurno je bilo malo biased, ker je tudi ta host, ne vem, kako mu je ime. Patrick. Ja. Ne vem pa, kako mu je ime. Sicer on je rekel tako, ne, jaz sem ekipi naročil, da oni zberejo vse tvoje kontroverzne izjave, a ne? In je pa on to naslovil, ne. Tako da jaz ne bom komentiral zdaj teh izjav, ker sigurno ene izjave so zelo ekscentrične so. Pač tukaj nimaš kaj, ne. A se mogoče spomniš eno, da si ljudje znajo predstavljati? Ne bom, če vidim moškega, da rab uživljanje, ga ne bom, ne, uživljal, ker se nočem dati usta na usta moškemu, ne. Ali pa, ne vem, da so... Da ženska more prevzeti odgovornost, če je posiljena bila, zato ker je se spravila v nevarno situacijo, mislim, da bi bil to eden. To je bila pa, da so ženske slabše voznice, ali nekaj tudi, da je to komentiral. Okay. Nekaj tiste. V tem pogovoru on ful stvari pove. A ne? Tudi nekih teh svojih tako, nekih nazorov, ne? Kako gleda na stvari. In glede teh komentarjev, to tudi, ki si ti prej rekel, kriza moškosti, mladi moški, ne, ima point v enih stvareh. Absolutno, ja. Ima point v enih stvareh.
sploh to, kar je govoril glede fantov. Jaz ne spremljam njegovega kontenta, ampak on je tam tako povedal. Jaz najprej svetujem, da se spravijo v fizično kondicijo. In to se jaz absolutno strinjam. Ti, če si neki depressed, je to first step, prvi korak, pač začni se premikati. Tvoji možgani so narejeni za premikanje, ne za nagrajevanje. In to se strinjam. Pa sem pa razmišljal, zakaj, pa sem pa o njemu kot toliko razmišljal. In on v prvi vrsti se mi zdi, da je promotor. On je promotor sebe. In če si ti promotor sebe v današnjem svetu, pa če nisi recimo, če nisi v nečem res dober, v športu, ne vem, da si super znanstvenik, super pisatelj, moraš biti ekscentričen, zato da dobiš pozornost. Ja, ker če ne boš ti, bo pač en drug. Bo nekdo drug, ja. In verjetno postaja nek Andrew Tate, ki je manj ekscentričen, ampak ga ne poznamo, ker je bil Andrew Bull. Tako. In v bistvu naša, kako bi rekel, internet nagrajuje posameznike, ki so bolj ekstremni. Tako. In samo do teh boš prišel. Tako. In kakor sem pol videl, je on, bil je nek fighter, kickboxer, pa razmeroma uspešen. Ja, svetovni prvak, kakor jaz vem. Ja. Pol je bil neki v teh nekih Big Brother scenah. Aha, to pa ne vem. Se pravi, je neka taka oseba, ki mu lahko internet ful pomaga, do še večje slave. Ja. In on je to izkoristil. Vprašanje je, kaj si on res mislil, kaj je njegov ta prav lik. To je pač nek lik, ki ga mi zdaj poznamo. In sigurno so neke izjave, s katerimi se jaz ne strinjam, oziroma bi bilo verjetno bolj za njega, če jih ne bi povedal. Je vprašanje, mogoče mu glih to, a veš... Kdaj je kredibilnost? Kaj? Mu daje kredibilnost. Ne kredibilnost, daje mu pozornost dobiva. Zato, ker z ekstremnimi izjavami je on največ pozornosti dobival. Sicer pozornosti, ki ga napada, ampak on to ti se bojuješ s Kardashianom, ti se boriš z Donaldom Trumpom, ti se boriš z vsemi temi liki na družbenih omrežjih pa na internetu in lahko da mu to pomaga, te izjave. Ma sigurno mu pomaga. No to sem hotel reči, da je... Ne pomaga mu pa imidžu, ne? Recimo, lahko rečeva, Kim Kardashian je zaslovela s posnetkom. Sporno posnetkom, ki je bil ali ukraden, ali so to, se ne vem. Ampak, a veš, zdaj težko bo midva rekla, a je bilo to za njo slabo ali dobro. Ja, zdaj za nazaj celo malo dober. Gre na to stran dober, zato ker to je dal neko pozornost, govoril se o njej in je lahko ona imperij na podlagi te kontroverznosti pač zgradila. Tako da, isto bi rekel jaz za Tata, da mogoče on celo, glede na to, jaz sem tudi ta podcast poslušal 4-urni, to je prvi content, ki sem ga celega pogledal. Videl sem na TikToku, kdaj kratke izjave, zelo kontroverzne, mogoče kdaj iz konteksta vzete, nima veze. To je prva stvar, ki sem jo pogledal in edina stvar, ki lahko rečem o njemu, zelo sigurno je, da ima izredno visok IQ. Že tako, kako govori. Ja, ne, on je zelo... Ne moti se. Recimo jaz, ko govorim, imam mašila, ne konstruiram stavka najboljš. On je skoraj brez napake in zelo hitro govori in zelo tudi povezuje stvarine. In njegov oče je bil pač šahist. Jaz mislim, da ima on zelo visok IQ. Se je rekel, mislim, zdaj ne vem, če je to res, ampak rekel je, da je on bil chess prodigy. To pomeni, da je v zelo zgodni starosti igral z zelo starejšimi nasprotniki in jih premagoval. Sigurno je smart, karizmatičen, pač dar govora in to privlači, to je privlačno. Pa ima pa še lifestyle, kakor mladi fantje hrepenijo po njem. Ja.
avti, ženske, biznisi, slava. Ne? In se lepijo kot muhe na njega. Pač poslušajo, kaj ima on zapovedati. In skonstruiral je ta nek lik, ali pa celo bi rekel mašinerijo. Lej, sigurno je vprašanje, kakšni bi bili ljudje, če bi imeli fuck you money. On je posameznik, ima fuck you money. To pomeni, tudi če ti mene deplatformaš, ni to zdaj zame bankrot. Pogovarjali smo se o temule sanskemu moškemu, Gregor Čeglaj. In smo se v tem kontekstu pogovarjali, nimaš fuck you money in te bojo skenslali in boš, se ne pravim, da so ga totalno skenslali, ampak no, sigurno so mu zelo škodovali finančno. Škodovali, Moš pa imeti toliko, da ti ne morajo. Tako da jaz vem, da sigurno bi marsikdo bil zelo drugačen in dajo zelo drugačne izjave, če bi imel toliko denarja. Tako pa, ker ti nisi neka oseba, da imaš tak status, se pa mogoče kje držiš nazaj. Ja, sigurno. Sej, sploh, če imaš službo v neki... Jaz sem bil pred... Mogoče bom tako povedal to zgodbo. Kontekst te zgodbe je, da imam jaz mnenje, da ima Amerika pač veliko težav zdaj. In ena izmed težav je ta ekstremistična levica pa občutljivost. Kako bi sploh temu rekel? Temu zdaj rečejo wokeizem. Wokeness, ja. Wokeness, ja. Vse tisti, ki poslušajo ta podcast, vejo, o čem govorimo. In on je odgovor, se pravi, Jordan Peterson je bil odgovor na to v nekih aspektih, sigurno. Se pravi, proti utež temu ekstremnemu levičarstvu, ki je malo zblaznel. Andrew Tate je ista stvar kot Jordan Peterson, samo druga barva. Jordan Peterson je akademik, intelektualc. Tako. Tate bi pa jaz rekel, je pa entertainer. Jaz bi njega tako označil. Sam ima aspekte filozofa. Je sigurno. Jaz bi rekel, da je filozofa, ker ima, sprašuje se, kako je bolj živeti življenje. In ima neke svoje nazore in pravila in nasvete daje. Ki jih on prav, da jih je implementiral, drugim jih daje. In tem aspektu sta zelo podobna z Jordanom. Sam drugačen lik je, drugačen je arhetip tega. Imaš tam nekega modrega moža, starejšega, imaš pa enega tazga Jokerja, ki razbija to. The Matrix. Matrico razbija tega levičarstva. In jaz sem pred leti, sem delal za eno firmo, ameriško, in zdaj bom povedal zelo ekstremno, bil sem obtožen spolnega nadlegovanja. Ampak to povem tako, da zanimanje vzbudim pri ljudeh. Mi smo bili v nekem hotelu, vsi smo imeli pač, cel teden smo bili tam, in v hotelu v Evropi, v savnah je pravilo, nekje je napisano, nekje je ne napisano, da si nag. Nag si pač v savni. In jaz sem bil nag v tej savni, v hotelu, to je bilo izven delovnega časa, ampak vsi moji sodelavci so bili v istem hotelu. In jaz v savnah ponovadi meditiram, tako da sem imel zaprte oči, savna je bila steklena, tako da se je videl noter. In naslednji dan je HR, se pravi ta oddelek, ki se ukvarja z človeškimi viri oziroma z zaposlenimi, mi je rekel, da je bila pritožba, da je sodelavka pač bila zgrožena, da sem jaz nag tam in če lahko prosim, in ta HR je rekel, da mi to morajo reči, zato ker bi lahko ona tožila firmo zaradi nadlegovanja. Ja, Klemen, ne vem, mislim. Se zreseno. Ampak to sem hotel povedati, da družba, kad tako razmišlja, propada. Mislim, to je nek miselni virus, ki ga imaš ti, ker vsaka stvar, ki se tudi tebe ne tiče, tebe prizadane. In zdaj imamo mi celo generacijo fantov in punc v Ameriki, ki so izredno občutljivi in nepripravljeni na surovost
realnega sveta. In jaz mislim, da tako Andrew Tate je odgovor, ekstremni odgovor na točno to. In zato veliko mladih fantov tako iz vseh strani me stiskajo, s tem levičarstvom. Jaz ne mislim tako. Ali pa moški in ženske so enaki, se je vse, vse je fluidno. Kaj pa Andrew pove, kako je. In jaz začutim, da ima prav. In tukaj obstaja nevarnost, ki je vedno obstajala v zgodovini, da ti karizmatični vodja, ki ima sicer ene stvari prav, te zapele malo preveč v ekstrem. Tukaj imamo v misli Hitlerja. Se pravi, Hitler začne govoriti o tem, kako je nemški narod takrat, ko potegnil strani Zahoda ob koncu Prve svetovne vojne. S tem začne, pa gre ful predaleč. In jaz isto, mislim, nočem ga primerjati s Hitlerjem, ampak hočem povedati, ene stvari imaš prav, muha se nalep gor, pa muha posluša vse, kar on reče. In tukaj vidim jaz nevarnost. Ja, se strinjam. Mislim, da bi to je zdaj pač moja teza, mogoče bi on lahko bil še bolj popularen in bolj pozitiven. Mislim, ne bi bil toliko ne bi toliko polariziral javnosti, če bi mal bolj političen bil pri enih temah. Bolj političen? Ja. To, da on nagovarja enega človeka, mladega, imaš usodo v svojih rokah, to je po mojem dober message, ki ga hočeš plasirati med mlade ljudi. Če pa ti govoriš, če imam jaz žensko doma, mora ona biti kaj en pes, to je pa wrong message. Tudi če si ti pol nekako argumentiral, da če zdaj ti, ne vem, več prispevaš, pa mislim, tako kar neki pol ena zgodba okrog, je pa, klemu pa manjka sofisticiranost Jordana Petersona. Peterson se dosti spušča v te debate o moški versus ženske, ampak on je zelo sofisticiran v teh pogovorih. Natančen. Zelo natančen, zelo dober odgovarja tem feministkam, ki ga recimo napadajo. Katej je pa kakšna je sploh beseda, ni takten v bistvu. In klej bo rabo mal zrast še, ne? Drugačni so pristopi. Enkrat je prišel po enem predavanju do mene en fant, pa me je vprašal, kaj si misliš o Andrew Tateu. Pa sem rekel, popolnoma nič ne vem. Vem, kdo je, ampak nisem si izoblikoval mnenja, ker premalo sem kontenta poslušal. Če pa bi na hitro rekel, ni mi všeč, ker daje take šovinistične, premalo sem se spustil. In je on rekel, da je malo se spustil not v to tematiko in v bistvu raziskoval to njegovo Hustle University. O tem ful nič ne vem. Meni je samo en friend povedal, da je to tudi mogoče, zakaj so njega sploh šli banat, ker je to kar neke vrste piramida. Pa ne, da je mrežni marketing, ampak kako se ta njegova vsebina šera. Da on je pač dosegel toliko zdaj velik krog ljudi na ta način, da je to neka zapoved, je to neko navodilo. V bistvu je tako, da spet govorim, kar sem slišal. Hustle University je njegov kurs, internetni, kako bi rekel, tečaj. Ti se prijaviš, zelo poceni je, ne vem, $15, $20, to je za te mlade fante, targetira njih. Ti se prijaviš, noter imaš neke videe, kjer Andrew razlaga verjetno iste stvari kot jih na podcastih, ki sva ga midva poslušala. No, potem je pa en del, kako zaslužiti cash. In v tem delu je kot ena opcija, kako zaslužiti cash, je, da postaneš affiliate za njegov Hustle University kurs. Se pravi, v kursu on novači te, ki so udeleženci tega kursa, da prodajajo novim kurs in dobijo 50% zaslužka. Se pravi, če jaz
promoviram njegov link in noter je ena koda, ki označuje mene. Če nekdo kup kurs preko tega linka, jaz dobim 50%. Prav, Hustle Culture, link v Idea podcastu spodaj bo zdaj imel affiliate link. Tako, da kliknete spodaj, jaz dobim 7 evrov, 5, ki se jih bo prijavil, bom si kupil zajtrke. Ja, in v bistvu je tako mehaniko naredil, da so ljudje pol njegove klipe rezali, dajali na TikTok, v biotu je bil link do Hustle Universityja in on je imel kar naenkrat armado, vojsko mladih fantov, ki so za njega delali marketing. Zastonj. Mislim, on je 50% jim je dal revenue share. Ne? In v bistvu to je bila taka genialna poteza, da se je on toliko razširil. To se je dobro spomnil, zanimivo. Tako da ja. Naslednje vprašanje, mnenje o Andrew Tateu. Ta sta skupaj sta, veš, pa dva različna. Tudi to sva pokrila. Ne?